Lep pozdrav. Moje ime je Janko Kokal in v tem videu bomo predstavil, kako s pomočjo rekurzije odštevamo poljubna števila glede na vnos uporabnika. V primeru, da uporabnik vnese število -5, mu program odšteva števila -5, -4, -3, -2 in -1, kar skupaj znaša -15. To velja tudi za primer ostalih vnosov. Deklaracija funkcije v programskem jeziku C izgleda tako. Imamo funkcijo odštej, ki vrača celo število in sprejme poljubno celo število. Delo funkcije odštej pa izgleda tako. Začnemo s pogojem if, ki preveri spremenljivko ištevilo. Če je ta enaka -1, se vrne vrednost -1 in izvajanje rekurzivne funkcije se zaključi. V nasprotnem primeru pa našemu vnosu prištejemo vrednost rekurzivnega klica funkcije z vrednostjo ištevilo plus 1. Ta povečuje vrednost spremenljivke ištevilo in ob vsakem klicu prišteje manjšo vrednost. Izvajanje tega programa izgleda tako. Najprej program od nas zahteva, da vnesemo neko negativno število. Za primer vnesemo število -5 in program nato kliče našo rekurzivno funkcijo odštej. Ko funkcija kliče samo sebe, se vrednosti argumentov prištevajo tako. Da pridemo do želenega rezultata, začnemo od spodaj pri odštej -1. Ob klicu odštej -1 začnemo s pogojem if. Ištevilo ima vrednost -1 in zato izpolnjuje pogoj, ker je -1 enako -1. In zato vrnemo -1. Nato sledi odštej -2. Ponovno začnemo s pogojem if. -2 ni enako -1, zato gremo na else. Ištevilo ima vrednost -2, zato računamo. -2 plus odštej ištevilo plus 1, ki ima vrednost našega prejšnjega klica odštej -1. Tam smo vrnili -1 in to vrednost prištejemo trenutnemu ištevilu. To nam vrne -2 plus -1 znaša -3. Sledi tretji klic odštej -3. If pogoj ni izpolnjen, ker -3 ni enako -1. Zato gremo na else in vrnemo -3, ki predstavlja ištevilo, plus vrednost prejšnjega rekurzivnega klica odštej -2, ki ima vrednost -3. To nam vrne seštevek. -3 plus -3 znaša -6 in to je vrednost našega klica odštej -3. V četrtem klicu odštej -4 if pogoj ni izpolnjen, ker -4 ni enako -1. V else pa vračamo -4 plus vrednost odštej -3, ki ima vrednost -6. Če to seštejemo, dobimo -10 in to vrednost vrnemo. Na koncu kličemo še odštej -5. If pogoj ni izpolnjen, zato gremo na else in vrnemo ištevilo, ki znaša -5, ter prejšnji klic odštej -4, ki ima vrednost -10. Ob seštevku -5 in -10 dobimo -15, kar je naša končna vrednost klica te funkcije. Odštej -1 vrne vrednost -1. Odštej -2 vrne -2 plus odštej -1, kar skupaj znaša -3. In po tem postopku vračajo vrednosti vsi naslednji klici.